Cello Ataka, zasedba violončelistov, je tudi letos navdušila s svojim koncertom na festivalu Bled. Obiskali smo jih nekaj dni pred koncertom in najprej povprašali, kako so preživeli covidno leto oziroma dve. Zelo smo veseli, da lahko spet sodelujemo in igramo skupaj, ker je pouk med covidnim letom potekal doma in prek Zooma, kar je bilo zelo naporno, motivacija je zelo nihala. Drugače pa veseli smo, da so spet koncerti, da lahko predajamo znanje oziroma se izobražujemo naprej po normalni poti. Zasedba violončelistov, ki jo je zbrala profesorica Karmen Pečar Koritnik na podlagi svojih odličnih izkušenj igranja v podobnih zasedbah, je prvič pred leti nastopila prav na festivalu Bled. Ansambel sestavlja 12 violončelistov. V bistvu mojih zdajšnjih učencev, dijakov, študentov, tudi bivših dijakov, ki se vračajo in ne pridejo pomagati, in smo zelo veseli, da se lahko družimo izven tudi teh šolskih okvirjev. In sem zelo vesela, da se radi vračajo in da radi pridejo pomagati in delijo svoje izkušnje z mlajšimi kolegi, ki jih potrebujejo. Na koncu je to smisel tega ansambla. Cello Ataka so redni gostje festivala Bled. Nekateri so v skupini že več let, vsako leto pa se jim pridruži kakšen novinec. Letos je to Jovana. Zanimalo nas je, kako se eni in drugi počutijo ob skupnem muziciranju. Zelo je fajn, ker je ful dobro zveni, da je toliko na kupu umetnikov, mladih, novih. Pridobivam veliko novih izkušenj in je ful fajn, zato ker se lahko naučim od ljudi, ki so že šli čez to, kamor jaz prihajam. Ja, ful je fajn. Ja, zame ni kaj dosti novega, no je pa res, da je prvo leto sem jaz tudi, recimo, tako kot zdaj Jovana začenja, sem jaz začela, ne vem, na basu, pa na takih malo lažjih partih in pa se v bistvu čez leta skozi malo zvišuje ta nivo, no, ne vem, skozi malo napreduješ po svojih zmožnostih, tako da vsak let je nek nov izziv. Je pa itak, tudi bas ni lahek part, no, ampak vsako leto težje, vsako leto bolj izzivalno, tako da meni je super, no. Ko se začnemo pri mladih letih učiti igrati inštrument, je naša pot osredotočena predvsem na solo in na solo igranje. S tem pa, ko nadaljujemo po osnovni šoli, po glasbeni šoli, ko nadaljujemo na srednjo šolo oziroma na akademijo, s tem si mi nekako začrtamo pot, kam bo naše življenje šlo, in takrat se nam odprejo te vse ostale možnosti igranja v komornih, igranja v ansamblu violončel, in s tem dobimo veliko izkušenj za igranje in tudi za igranje v komorni izvedbi, kot tudi za igranje kot solo, kot čelist. Ker vsak part, vsaka štima v cello ansamblu je praktično solistična štima. Vsak ima zelo pomembno vlogo in vsaka vloga je enakovredna. Tako. In ja, to se mi zdi zelo pomembno, da se že kot mladi naučimo skupnega muziciranja. Kar se meni zdi zelo pomembno pri igranju v ansamblu, je tudi to, da se v bistvu s tem, ko smo tukaj en teden, drug drugega skupaj živimo, drug drugega spoznamo in tudi je potem čisto drugače igrati, ko ti človeka tudi osebno nekako spoznaš. In ja, je pa tudi na splošno za naprej, za prihodnost je pomembno, da poznaš sovrstnike, ker te tudi večkrat v kakšni situaciji
pač poznaš ljudi, na katere se lahko obrneš. Njihova profesorica Karmen Pečar Koritnik, vrhunska violončelistka in odlična pedagoginja, je med drugim igrala v ansamblu Čelomanija v Zagrebu, ki ga je ustanovil profesor Valter Dešpal. To idejo je sproduciral Valter Dešpal v Zagrebu že zelo, zelo daleč nazaj in njegov ansambl Čelomanija je leta veljal za najboljši tak študentski razred, ansambl, veliko širše od Hrvaške, kar bi rekel v širini Evrope. Ne? In ker sem jaz igrala praktično celo svoje življenje čelistično v takšnih ansamblih, vem, kako zelo pomembno je to. In to izkušnjo želim, da imajo vsi moji dijaki in študentje in učenci. Teden intenzivnih vaj je dovolj, da pripravijo odličen koncertni program. Naslov letošnjega programa je Čelo versus Čelo, se pravi čelo proti čelu. In nekako zaznamuje, če lahko rečem, nekakšen boj v vseh možnih aspektih, ki si ga lahko predstavljamo. Se pravi, od tega nekega hudomušne ideje, da se dva čela borita, od tega, da se dva čelista borita, od tega, da se borijo mali proti velikim in veliki proti malim. Na koncu, če tako vzamemo, tudi do nekega boja za kulturo, ki ga v tem trenutku potrebujemo in ga potrebuje verjetno tudi cel svet. Tako da mislim, da to otroci jemljajo na zelo različne načine in bo rato en poseben program, ki je malo drugačen mogoče kot vsi ostali, ker začnemo z 1 in končamo z 12 in je mogoče tudi to malo drugače, kot je bilo vsa leta do zdaj. Kljub naporni vsakodnevni vadbi Emi, Petri, Barbari Poloni, Lori, Jovani, Gaji, Nejcu, Pierluigiju, Lovru in Leonardu ostane čas za sproščeno druženje. To, da je naše vzdušje toliko fino, da nam je toliko fajn, v bistvu tukaj je v bistvu malo zasluga naše profesorice Karmen Pečar. Mi smo nekateri bivši, nekateri smo zdajšnji dijaki in študentje od nje. In v bistvu ona že med šolskim letom ustvarja to povezavo med dijaki, med študenti, med vsemi v bistvu med sabo, da se že med šolskim letom malo povezujemo, da si pomagamo med sabo, če kdo rabi kakšne, ne vem, pomoč pri učenju, pri šoli, pri čemarkoli, no. Tako da v bistvu to izhaja iz tega, potem pa pride tudi naše druženje tukaj na Bledu zraven, no. Mi smo v bistvu tukaj cel teden in tudi spimo v istem hostlu in se tudi pol zvečer malo podružimo, delamo nove naveze, spoznamo še malo bolj en drugega in to recimo veliko pomaga pol tudi pri igranju, no. Tako da jaz mislim, da se kar vsi nekako strinjamo, da nam je ful dobro tukaj na Bledu in se vsak let znova res radi vračamo nazaj.